Tudi mi smo otroci sveta, je bil moto tokratne proslave ob svetovnem dnevu Romov, ki je potekala v Lendavi. Osnovna nit sporočilnosti se je sukala okrog prijateljstva, enakopravnosti v drugačnosti in medkulturnega dialoga. Z mislimi in dejanji so občinstvo navdihovali otroci in ostali nastopajoči. Osrednji romski praznik so z obiskom počastili številni gostje, med drugim tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Slednji je izpostavil predvsem pomen razumevanja in plemenitosti, ki jo prinaša drugačnost. Kulturni program slovesnosti so pripravili otroci, učenci, dijaki in varovanci dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov ob sodelovanju Miškinega gledališča. To je bil plemenit svet drugačnosti, ki združuje. Če pogledamo v nekem zgodovinskem loku, lahko vidimo napredek. Če pogledamo razmere danes, lahko vidimo nekaj problemov, ki niso nerešljivi. Prvi pogoj za to je strpnost in občutek, da pripadamo eden drugemu in da vsi skupaj kot skupnost lahko rešimo prav vse probleme. Romska skupnost se mi zdi je bolj kot kadarkoli pripravljena razumeti, da enake pravice pomenijo tudi enake dolžnosti. Na osnovi tega načela tudi konec meseca pripravljamo v predsedniški palači velik posvet, kjer poskušamo odgovoriti na nekatera temeljna vprašanja vključevanja romske skupnosti v slovensko družbo tako, da bi ohranila identiteto, da bi ohranila nekatere značaje, ki so samo njeni, da pa bi hkrati prevzela, kot sem rekel, in pravice in dolžnosti, kot jih imajo običajno vsi ostali ljudje in s tem na nek način seveda ohranila, kot rečeno, svoj značaj, na drugi strani pa v bistvu odstranila vse tiste razloge, zaradi katerih pri določenem delu prebivalstva še vedno naleti na predsodke ali pa na nerazumevanje. Ja, jaz ne bi govoril o stagnaciji, ampak v napredku. Danes smo se družili, danes smo bili vsi prijatelji, kar je lepo. Na državni ravni moram reči, da smo v tem letu oziroma v zadnjih mandatu te vlade sprejeli kar nekaj zelo posebnih ukrepov, sprememba zakona o romski skupnosti, kjer bo širše vzpostavila tudi sodelovanje z romsko skupnostjo. Sprejeli smo nov nacionalni program ukrepov, oblikovana je bila tudi posebna medresorska delovna skupina za urejanje bivanjskih razmer, tako da stvari se premikajo naprej. Veliko več sredstev je bilo tudi namenjenih. Vidim pa morda velik problem na Dolenjskem. Tam pa je dejansko tukaj v mestno občino Novo mesto z okolico je ostala črna lisa v Sloveniji, Bela krajina, Posavje solidno napredujejo in so primeri dobre prakse. Tako da tukaj pa bomo z državo uspeli zagotoviti tudi dodatna sredstva, da bi se ta bivanjsko razmerje tudi na tem področju uredilo. Seveda je potrebno veliko postoriti tudi na izobraževalnem področju in pa tudi seveda na področju zaposlovanja. Tako da to so izzivi, ki čakajo tako državo, še posebej pa kličem odgovornost Rome, da gredo v institucije, kjer je pravica in jo tam tudi poiščejo in se aktivno vključijo v vsakdanje življenje. Pravzaprav se oni trudijo, da bi bili del vsakdanjega življenja in jim to dobro uspeva, kajti če bi vsi ostali se trudili namesto njih, rezultatov ne bi bilo. In mislim, da je to primer tudi na drugih področjih v gospodarstvu in se posod, da če si malo mogoče hendikepiran, če imaš občutek, da nisi enakopraven, potem sam moraš vložiti ali pa da nisi dovolj uspešen, moraš sam vložiti dovolj energije, da ti to rata in mislim, da nam je tu v Lendavi uspelo skupaj, skupnimi močmi. Jaz sem iskreno povedano zelo srečna, da se v tem mojem prvem mandatu zadeva okrog položaja romske skupnosti začela odvijati tako, kot se odvija. Vse tiste zadane cilje, ki sem se jih zadala na začetku kandidature, sem tudi uresničila, nekaj še je v fazi urejanja, ampak si prizadevam, da bom do konca mandata tudi to uredila. Živimo na takem območju, kjer je pač povezava med različnimi kulturami bogatstvo. In zelo vesela in ponosna sem, da sem Rominja in da živim v Lendavi, zato ker prav ta drugačnost in multikulturnost nas bogati. V bistvu skupnostna skrb. Torej,
eden drugega moramo v bistvu spoštovati tudi v smislu, da če je nekdo šibkejši člen v okolju, da se ga opolnomoči. In prav v Pušči smo uspeli doseči to opolnomočenje za strani večinske skupnosti, kar je potem posledično prispevalo k temu, da danes imamo visoko sožitje. In prav sožitje je temeljni kamen za vsesplošen razvoj. In danes Pušča kot samostojna krajevna skupnost se ne razlikuje od povprečne slovenske vasi. Danes smo tukaj v Lendavi, kako recimo sodelujete tukaj z lendavsko romsko skupnostjo? Zelo dobro in tudi program smo na nek način skupaj zrežirali. Jaz rečem, da je danes bil en takšen inovativen, bi rekel, program. Naslov je bil, bi rekel, vrhunski, torej tudi mi smo otroci sveta, kar se lahko razume, da vsi ljudje na tem svetu imamo pravico do življenja s ponosom in to se je skozi prireditev, skozi celoten program tudi pokazalo. Veliko različnosti je bilo in to je tisto bogatstvo in jaz sploh ne dvomim, da Lendava ne bo postala evropska kulturna prestolnica.